So ljudje, ki so v fizičnem udejstvovanju dobri. Rekreativci, amaterski športniki, profesionalni atleti. Ampak potem pa obstaja še ena kategorija ljudi, ki ne samo da presega zmožnosti povprečnega človeka, ampak presegajo možnosti tega, kar se nam sploh zdi fizično izvedljivo. Neverjetni primerki ljudi, ki se rodijo enkrat na desetletje, enkrat na generacijo ali mogoče celo enkrat v celotni človeški zgodovini. Obstajajo fenomeni. In danes si bomo pogledali par takih primerkov ljudi, ki premikajo meje tega, kar se nam sploh zdi mogoče. In nas pri tem navdihujejo, da tudi sami poskušamo biti boljši v tem, kar počnemo. Ste videli to? Tip popoka kar vse balone, oborožen samo z eno verigico. Jaz sem iste stvari delal, ko sem bil star 9, ampak on nikoli ni nehal trenirati. On je svoje življenje temu posvetil do take mere, da vsak mesec reče: je prišla plača, gremo po balone. In zdaj ga noben ne more prekositi v bojevanju z verigico, niti če bi probali. In v tem prvem videu se je komaj segreval. O moj bog, tukaj nima samo 3 balone, ampak 5! Kaj si nor, stari, si boš kaj naredil? O moj bog, ta tip je praktično moderna ninja. Ma ne, kje, ninje so se od njega učile. Drugače pa ne vem za vas, ampak dostikrat hodim okoli s telefonom po svetu in mobilni podatki žal niso vedno najbolj poceni opcija. Tako da potem se vedno povezujem na ta razna javna Wi-Fi omrežja, ki vsako toliko sploh niso zaščitena. Kar pomeni, da lahko naključni ljudje vidijo, na katere strani se povezujem, in če stran ni zaščitena, celo pridejo do mojih osebnih podatkov. No, v takih primerih preprosto prižgem VPN in bam, noben več ne more vohuniti, kaj gledam. In če bi tudi vi radi imeli eno skrb manj v življenju, preizkusite Surfshark. Surfshark je VPN, ki vam zagotavlja vse, kar od VPN-ja rabite. Dodatno zasebnost, zaščito podatkov in da prikrije vašo lokacijo na internetu. In zakaj je to dobro? Zato, ker boste tako lahko surfali po internetu varno in anonimno. Zato, ker so nekatere storitve opazno bolj poceni iz drugih držav. In zato, ker vaš internetni ponudnik ne rabi prav nič vedeti, če tudi vi s pomočjo takih videov trenirate svoje telo do nadčloveških sposobnosti. Poleg tega vas pa njihova dodatna storitev Surfshark One zaščiti tudi pred virusi in drugimi nezaželenimi vsebinami. Tako da pojdite na surfshark.com/Marko oziroma uporabite mojo kodo Marko na blagajni za 4 dodatne mesece Surfshark VPN-ja. Okej, zdaj pa pejmo nazaj na video. Kaj si ti, nor? Tip ne samo, da drži v eni roki kroglo, ki je tako težka, da bi jo drugače kvečemu lahko dvignila 2 otroka. Ampak kot da ni nič, jo vrže v zrak in povleče revijo izpod nje in pol jo da nazaj. Kar nazaj spodaj, medtem ko je krogla v zraku. En sam napačen gib in njegovi spodnji sosedi ne bi videli še ene pomladi. Ampak on je tako samozavesten v svoje sposobnosti, da ga prav boli briga. Bi vi lahko naredili kaj takega? Bi vi kura! Glejte ta morilski stroj od človeka! Prvo brcne kapo s tako natančnostjo, da jo obesi na obešalnik par korakov stran, potem spali tak rafal udarcev, da ne vem več, če gledam resničnega človeka ali anime.
Njegove roke se premikajo tako hitro, da se jih še v počasnem posnetku ne vidi. Kaj se tle dogaja? Mislim, smo sploh še ista vrsta na tej točki? Aha, ste mislili, da je kladivo pretežko orodje, da bi se ga dalo držati samo z eno roko? Ta majster bi si ga lahko podajal okoli z mezincem. Ni čudno, da je izbral kladivo za to svojo vajo, ker njegovo telo je izklesano. Wow, okay. Gledam reelse na Instagramu ali olimpijsko gimnastiko. Kaj je to? Mislim, poglejte tega človeka. Tip toliko športa, da so se mu kvadratki na trebuhu povezali počez. Lajkajte ta video, če tudi vi veste, da vaše trebušne mišice nikoli ne bojo tako zgledale. O, moj bog, utelešena hitrost. Nisem še videl odraslega moškega zmetati toliko ščipalk dol iz mize tako hitro od... Ne vem, če sem kdaj sploh videl koga probat v resnici. Tip je tako spreten in tako rad meče stvari dol iz mize, da je preprosto mogel biti v prejšnjem življenju mačka. Pač, ste videli to? S tako hitrostjo boksa to bundo, da nima niti časa se premakniti zraven. Profesionalni bokseri izgledajo napram njemu počasni. Resno, take eksplozivnosti svet ni videl od zadnje atomske bombe. In še dobro, da se je zadržal, ker drugače bi zdaj ta bunda imela več lukenj kot cedilnik za pašto. Kakšna agilnost, kakšni gibi. Tip je tako smrtonosen, da je že vnaprej svojim sovražnikom prižgal svečo, ker naslednja etapa po srečanju z njim je Britov. Prvo odvrže natikač in pol še nož. Prav jasno, da vsem vedeti, da bi jih lahko premagal tako golih rok kot nog. In potem stopi na nož, pusti gor natikač, se skloni in ga odrine stran. Wow, ta človek ni samo morilska mašina, ampak je tudi globoko poduhovljen. Ima gor majico Lucky, ampak v resnici smo Lucky mi, da je z nami in ne proti nam. Pač, kaj je ta tip? Človek ali superheroj? In ta zmagovalna poza, potem ko je zmetal vse ščipalke dol iz pladnja, je fenomenalna. Nič ga ne ustavi, ne fizična zahtevnost tega podviga, ne to, da bo mama na koncu jezna, če jih ne pobere vseh nazaj. In niso samo tipi tako nadarjeni. Kar med polnim šprintom je naredila preval, brez da bi si pri tem kaj polomila ali iztaknila oko. Kako ji to rata? In pol še praznuje z enim bežnim high-fivom, kot da sploh ni nič kaj takega.
Ja, samo premagala sem zakone fizike, nič kaj posebnega. Ne samo, da je uspel vse orehe frcni dol iz pladnja, ampak ste videli, kako visoko je vrgel to krpo, da je toliko časa padala dol. A ja, čakajte, kaj če je to v resnici samo počasen posnetek? Ni krpa tako visoko v zraku, da bi zaradi tega tako počasi padala, samo upočasnil je video, da lahko sploh vidimo, kaj tip vmes naredi. To je prava hitrost. O moj bog, jaz se bom podelal v hlače. 4 colpi nel trapano. Človek, ustavi se, ti boš to drevo spremenil v zobotrepce. Glejte to hitrost. Če tako nadaljuje, tu ni nevarno, da se bo kakšna veja zlomila, ampak unela. O, spet ta majster z orehi. In zdaj ima tle še nož zdraven. Kaj bo tle naredil? Wow, ste videli to? Odrezal je krompir in potem še pometal orehe dol. Če poznate koga, ki ga skrbi, da bojo enkrat svetu zavladali stroji, mu samo tega tipa pokažite in ga ne bo več nič skrbelo, ker nimajo šans. In zdaj prihajamo že počasi v območje nevarnih podvigov, tako da, dame in gospodje, ne preizkušati tega doma. Drugi ljudje bi rekli, da ni varno dajati nož v hlače, ampak tega tipa boli kurac. Dobesedno. Pač ta tip ima jajca. Upam. Če ta človek konča v kakšnem fajtu, bojo vsi gležnji naokoli potolčeni. Mešane borilne veščine so pri temu tipu kot mešana solata. Ne pridejo mu blizu. Sploh ne vem, kako je dobil črni pas, ker če je kdaj probal te udarce na kakšen človeku, saj ni mogel preživeti. Okej, se vidi, da ima ta tle izkušnje s treningi. 4 blazine si nastavi tukaj, ker nazadnje, ko si je dal samo eno in je udaril notri, je pustil luknjo v steni zadaj. In pa še v banjo je šel delat te vaje, da pol, ko konča, ne rabi brisati vsega švica od tega divjega workouta. Vem, da pri meni in vas bi bilo vseeno, ampak ko je ta tip zadnjič delal te vaje v dnevni, je tako zašvical po tleh, da se mu je drugi dan dvignil parket. Glejte, ko je za vsakim tvojim udarcem pol tone moči, se malo naučiš par trikov, da ne ostaneš vmes brez bajte. Ampak, čeprav so vsi te ljudje bili fenomenalni primerki človeške vrste, me noben od njih ni navdušil toliko kot Nešo Malinar. S svojimi neverjetnimi presežki iz hitrosti in agilnosti.
Wow, kaj se je tle zgodilo? Tega nisem pričakoval, ne jaz, ne kozarčki. Tip spije požirek kokte, pogleda v kamero s pogledom, ki veš, da pomeni, z mano se ni za hecat, in pol frcne te kozarčki tako hitro, da jih še v slow motionu ne vidiš. In tukaj se komaj se greva. Glejte to, te plastične štamprle frcne v zrak in jih pol ujame z roko skoraj brez gledat. In ko jih štrkne naprej, jih potem še ujame. Tip dejansko prehiti samega sebe. Ni čudno, da se na koncu postavi v tako impozantno držo, kot konča, ker jaz bi bil tudi ponosen, da sem tak neverjeten dosežek ujel na kamero. Čeprav v resnici za njega to sploh ni dosežek, ampak navadna sreda. Okej, to more biti AI, ne? Ne moreš štiri škatlice za vžigalice frcni dol iz mize, medtem ko vržeš nek zamašek in ga pol ujameš nazaj. Kaj ta človek pije zjutraj za zajtrk namesto kave? Benzin? Обтежите дожди ефега хає калорія менення у пересечну возежа. Abecedo pove hitreje, kot navaden človek reče: O moj bog, kaj si ti fuknjen? Poglej tega tipa, kako hitro pove abecedo, to je neverjetno. Glejte, če dela vse tako hitro z usti, pol njegove ženske po seksu ne rabijo cigareta, ampak gasilni aparat. Podaja si žogico, brez jo niti za sekundo pogledat. Kako je to možno? Ni šans! О, боже. Извини, прямо. Dobro, ovo skoči. Glejte to, ne zaveda se svoje moči in da ne morejo vsi tako hitro reagirati kot on. On je zraven ves čas hitreje, ampak ne razume, da mi tej flaši ne moremo kar slediti z golim očesom. Ker za njega se svet ne dogaja v normalni hitrosti, ampak v slow motionu. Če bi on bil v matrici, se ne bi umikal metkom, ampak jih samo ujel v zraku in dajal v žep, da ne pušča smeti. Čaki, tega ni pospešil. Kako? Če človek se premika tako hitro, da še njegove obleke ne zdržijo te hitrosti. Pač ta človek, ko gre kam ven iz bajte in se odloča, če bi danes namesto z avtom šel mogoče rajši peš, se ne odloča to zato, da bi prišparal, ampak da bi prišel prej. Okej, pač, to ni normalno. Ne samo hitrost, ampak tudi tehnika. Na eni točki boksne z obemi rokami hkrati.
Ne samo, da obvlada vse obstoječe borilne veščine, Nešo si izmišljuje svoje udarce, ker mu klasični več niso dovolj izziv. Se sprašujete, zakaj potem ni profesionalen bokser, če je tako dober v tem? Ker bi bil preveč nevaren za ostale. Njegove pesti niso hladno orožje, ampak vojni zločin. Če tega tipa pošljejo v Iran, bo konec vojne v enem tednu, ker bo zmanjkalo vojakov. Na obeh straneh. Moram nehat gledati te videe počasi, ker zgubljam zaupanje v svoje fizične sposobnosti in svojo moškost. Lahko mi neki treniramo stvari in se rekreiramo, ampak fantje, nikoli ne bomo fenomeni. In vem, da ostanem fenomen, če se strinjam, da sploh grem in vzdignem ta refren. In vem, da ostanem fenomen, če porušim je sistem in za zmer ostanem njen. In to je bilo vse za danes. Lajkajte ta video, če so tudi vas tej performansi toliko nahajpali, da boste šli zdaj takoj trenirat. In naročite se na kanal, če vas ni strah takih ekstremov surove moči in moškosti. Pa seveda ne pozabite preizkusiti Surfshark preko mojega linka v opisu. Ajde folk, čau! Ko pogledam to nebo